Tokrat gremo tja, kjer veter spi, v jamski svet. Knjigo Damjana Šinigoja, ki je tudi prejemnica desetnice 2021, sta prebrala Juš in Zoja. Zoja, tale knjiga ima 200 strani, ampak jaz sem jo na en mah prebral v enem večeru. Se hitro bere, ne? Ja, res se hitro bere. V bistvu uporablja veliko premigovora, pa tudi v bistvu ta pogovor med najstnikoma je v pogovornem jeziku, ne knjižnem, in se res hitro bere, pa še za povrh je pa še zgodba zelo zanimiva. Ja, kar hitro teče in dve zgodbi vzporedno. Ja. Omenila si te dva najstnika, ki sta si zelo različna. Irena je bolj družabna, samozavestna, Blaž je bolj zamišljen in previden. Kateri od njiju ti je bližji? Mogla bi se odločiti za Ireno. Ona ima veliko prijateljev, pa v šoli se veliko druži s prijateljicami, tako kot jaz. Blaž je pa bolj zaprt, skrivnosten, tako da ni mi tako podoben. Ja, res je bolj skrivnosten, ne? Irena mogoče prav zaradi tega želi vstopiti v njegov svet. Blaž je namreč jamarski pripravnik in predlaga, da gresta brez vednosti staršev v jamo. Tam se potem stvari zapletejo, zasujejo v rovu, zaplete pa se tudi njun odnos. Kako si videla ti to njuno prijateljstvo v tej stiski? Ja, na začetku se je Blaž in Irena kar malo bal, v šoli nista bila tako povezana, sta bila pa družinska prijatelja. Na koncu se pa ju res združita postelovščina in postaneta prijatelja. Ja, pa tudi Blaž postane malo bolj samozavesten. Ja. Ne? No, skrbi ima povzročajo tudi nevarni odpadki v jami. Izkušen jamar in avtor knjige Damjan Šinigoj, zakaj so podzemni objekti, teh je pri nas registriranih preko 14 000, tako občutljivi na onesnaženje? Jame nimajo samo očiščevalne možnosti in ves strup, ki pride pod zemljo, potem s podzemnimi vodami pride tudi v naše vodovodne cevi slej ko prej. Pa tudi jamske živali nimajo možnosti omakniti se kam drugam pred strupi. Zato je ena večjih slovenskih jamorjev tudi ta, da jame čistimo. No, super. Ja, seveda, smeti ne sodijo v naravo, ampak v smetnjake. Ja. No, na koncu mi ena stvar manjka in sicer nikoli ne izvemo, a so Ireno in Blaža starši kaj kaznovali zaradi te avanture. Kaj bi ti storila? Bi ima naložila kakšno kazen ali je bila ta dogodivščina že dovolj? Ja, v bistvu važno je bilo, da sta ven prišla živa in zdrava, ampak vsem mogoče bi imela kakšen pogovor z njima, ker to, kar sta naredila, res ni bilo odgovorno in bi se lahko res slabš končalo, ker se je. Vidim, da si stroga, ampak ne preveč. Upam pa, Rok, da tudi ti ne boš preveč strog do svojih tekmovalcev z naslednjim vprašanjem. Ja, Juš, saj veš, da nisem nikoli strog. Zdaj pa vprašanje. Knjiga, kjer veter spi, opisuje dogodivščino dveh najstnikov, Blaža in Irene, ki se na lastno pest podata raziskovati jamo. S kom od glavnih junakov se je Zoja enačila in zakaj? A. Z Ireno zaradi njene skrivnostnosti in družabnosti, B. Z Blažem zaradi njegove družabnosti in odprtosti, C. Z Ireno zaradi njene družabnosti in odprtosti ali D. Z Blažem zaradi njegove skrivnostnosti in zaprtosti. Tole je bilo pa spet ekspresno. Obe ekipi sta se odločili za odgovor C. Zoja pove, da se je lažje identificirala z Ireno, ker je tudi ona zelo družabna v šoli in se rada druži s prijatelji. Pravilen odgovor je res C. Bravo, 5 točk za obe ekipi.